Spoštovana gospa predsednica Nove Slovenije, Ljudmila Novak, spoštovani člani vodstva Nove Slovenije, spoštovane poslanke in poslanci Nove Slovenije, vseh sklicev Državnega zbora, spoštovani predsednik osamosvojitvene vlade Republike Slovenije in poslanec Evropskega parlamenta, gospod Lojze Peterle, spoštovane predstavnice in predstavniki na 7. kongresu Nove Slovenije, spoštovani naši odlični gostje, dragi prijateljice in dragi prijatelji. Vse vas prav prisrčno pozdravljam. Preko vseh vas pozdravljam vse naše člane in simpatizerje Nove Slovenije, vse Slovenke in Slovence, državljanke in državljane Republike Slovenije. Ta trenutek so v mojih mislih tudi vsi Slovenci v zamejstvu in vsi Slovenci po svetu. Vsak kongres demokratične stranke je praznik demokracije. Danes je praznik Nove Slovenije. Hkrati je vsak kongres politične stranke tudi dogodek, ki stranko utrdi v njenem političnem spektru in jo še bolj približa ljudem. Ves čas obstoja Nove Slovenije in tako tudi danes, v njenem 14. letu, se potrjujejo misli in sporočilo njenega prvega predsednika, dr. Andreja Bajuka, ki smo jih sinoči ponovno slišali na nacionalni televiziji. Nova Slovenija je mogoča, trdna bo toliko, koliko bo trden njen temelj. In temelj Nove Slovenije je trden. Temelji na več kot 2000 let preizkušenih krščanskih vrednotah, ki jih še nikoli nihče ni uvrgel in jih nikoli nihče ne bo uvrgel. Sedmi kongres Nova Slovenija praznuje kot parlamentarna stranka, kot članica Evropske ljudske stranke, torej kot stranka, ki sooblikuje slovensko in evropsko politično sceno. Spoštovani, danes smo zbrani, da resno, sproščeno, svobodno, demokratično in prodorno razmislimo o treh pomembnih vsebinah. O političnem poslanstvu Nove Slovenije v naši državi Sloveniji, o genski politični zasnovi naše stranke in o njenem delovanju v prihodnjih letih. Pa najprej politično poslanstvo Nove Slovenije v Republiki Sloveniji. Nova Slovenija je politična stranka, ki je v najmočnejšem sozvočju s tisočletnimi težnjami slovenskega ljudstva. Po vstopu mlade države Slovenije v Evropsko unijo, za kar imata njena predhodnica, stranka Slovenskih krščanskih demokratov in sedaj Nova Slovenija, največje zasluge v slovenskem političnem prostoru, ker je to njun trajni cilj, pa ima Nova Slovenija še posebno odgovornost za utrjevanje Evropske unije na slovenskih tleh. Ker je vstopila v politične, miselne in povezovalne tokove, ki so sploh ustvarili Evropsko unijo, namreč v evropsko krščansko ljudsko izročilo. Dragi prijatelji, vsak od nas, ki smo danes tukaj, je osebno zavzet in dejaven politik. Mi nismo le politični opazovalci, ampak smo posamezniki in skupnost, ki soustvarjamo in bomo še kako soustvarjali slovensko politiko, ker je to naša krščanska in moralna dolžnost in odgovornost. Zaradi takšne naše prisotnosti v slovenski družbi in politični sceni vemo, da je Nova Slovenija, kot so bili v preteklosti slovenski krščanski demokrati, prva tarča vseh naših političnih tekmecev. Vse slovenske parlamentarne in izvenparlamentarne stranke se jasno zavedajo, da je politični program Nove Slovenije najbližji pristnim teženjem slovenskega ljudstva in državljanov. Zato je cilj večine slovenskih političnih strank preprečiti oživitev slovenskega političnega genija, ki živi v slovenskem ljudstvu vsa stoletja, odkar smo izgubili svojo državo, od kneza Koclja do danes. Večina sedanjih koalicijskih strank je nastala in živi iz opozicije do teh najglobljih hotenj slovenskega ljudstva.
Te stranke sedanje slovenske koalicije so toliko močne, koliko jim uspeva trajno in vedno na novo razbijati ustvarjalno slovensko politično večino, ki jo označujejo kot konzervativni blok oziroma večinski krščansko usmerjeni del slovenskega ljudstva. Večino po osamosvojitvenega obdobja je strankam predvsem leve politične provenience uspevalo razbijati ta krščanski ljudski večinski blok in ga držati v politični manjšini. Po drugi svetovni vojni so to storili z nasiljem nad slovenskim ljudstvom, pozneje pa s pomočjo nič manj nasilnih medijev in političnega izrivanja na rob družbe, le s to razliko, da so pri tem početju kazali le bolj prijazen obraz. Večina sedanjih koalicijskih strank in še kakšna izven parlamentarna ni resnično demokratična, ker živi le toliko, kolikor jim uspeva nevtralizirati najbolj zdravo in večinsko jedro slovenskega ljudstva. V tem smislu je sedanji slovenski demokratični sistem še dejansko na prehodu, ker še nismo v pravi klasični demokraciji, ker si vse stranke, predvsem pa sredstva družbenega obveščanja, zavestno in stvarno prizadevajo za skupno dobro vsega naroda. Na tem osnovnim političnim stanjem se vsak član, prijatelj, volivec Nove Slovenije in pravi rodoljub mora zamisliti in se vprašati, kaj storiti. Na kratko, genska politična zasnova Nove Slovenije. Nova Slovenija, krščanska ljudska stranka, v sebi združuje davno spočeto, silno bogato, trdoživo in v življenje, torej v prihodnost usmerjeno gensko zasnovo. Njene najbolj značilne in vsebinsko bogate vsebine so naslednje. Slovenski zgodovinski spomin, tisočletni navdih slovenskega ljudstva, bogato krščansko izročilo o krščanskem pojmovanju naroda, kakor je to mojstrsko razložil mariborskim izobražencem leta 1862 blaženi Anton Martin Slomšek v mariborski čitalnici. Takrat je na retorično vprašanje, od kod izvira narodnost, jedrnato odgovoril, edina narodnost od Boga, mnogotere od vraga. To pomeni, da je silno jasno ločil krščansko pojmovanje narodnosti od poganskih. In še pogled na delovanje Nove Slovenije v prihodnjih letih. Zaradi svojega izvirnega poslanstva in jasno izražene volje volivcev bo Nova Slovenija morala svoje sile razporediti na evropsko in slovensko raven. Dejstvo, da je na prvih volitvah v Evropski parlament postala prva stranka v Sloveniji, jo zavezuje, da svoje najboljše moči v enaki meri kot Sloveniji posvetil tudi Evropski uniji. Evropska unija niso Združene države Evrope, ampak zveza samobitnih evropskih držav z nalogo, da vsaka goji in ohranja svojo samobitnost in drugačnost, ker je prav to zagotovilo in spodbuda za vsestranski razvoj. Na slovenski ravni pa bo Nova Slovenija morala vnesti veliko novih vsebin v slovenski duhovni, miselni in politični prostor. Na ravni stranke same Nova Slovenija ne bo nikoli dovolj demokratična, ker je demokracija v stranki vir demokracije v celotnem demokratičnem sistemu. Vsi člani stranke so dejavni politiki, ki se med seboj pogovarjajo o tem, kaj ljudje pričakujejo od stranke, kako naj na politični ravni oblikuje rešitve, odgovore in dejanja v obliki zakonov in drugih političnih in vladnih odločitev. Zato prava demokratična stranka, kar Nova Slovenija vsekakor je, živi v moči političnih procesov, ki jih zazna, vodi, izpopolnjuje in uvaja nove. To delo ni nikoli dokončano. Na slovenski državni ravni stranka vodi politično dogajanje ne zato, da bi postala prepoznavna, ker je to premalo, ampak mora zavestno oplemenititi življenjsko raven vsega slovenskega ljudstva, ker je v službi vsega ljudstva.
Domet političnega delovanja Nove Slovenije je vse slovensko ljudstvo in celoten slovenski duhovni, miselni, kulturni, gospodarski in politični prostor. Dragi prijatelji, v vseh naših razmišljanjih in prizadevanjih pa naj nas vodi temeljno slovensko in krščansko spoznanje o politiki. Politika je čudovita dejavnost, kadar je v službi ljudi in izključno samo takrat, kadar je v službi ljudi. Kadar to ni, je vedno politika sistem podjarmljenja. Kot kristjani pa se zavedamo, da je politika za kristjana ena najbolj učinkovitih in univerzalnih oblik krščanske ljubezni do bližnjega. Zato, spoštovani, ustvarjajmo okolje, v katerem bo vsak član slovenske družbe lahko svobodno in do maksimuma razvil vse svoje potencijale, intelektualne, podjetniške in druge. Zato konstantno dovajajmo kisik slovenskemu gospodarstvu, kajti edino močno socialno-tržno gospodarstvo bo zagotavljalo stabilno pokojninsko in zdravstveno blagajno ter socialno državo. Vse drugo so zgolj floskule, tudi kakšnega od šefov stanovskih političnih strank. Zato odprimo vrata in okna Slovenije za krepko politično in gospodarsko sodelovanje in povezovanje na evropski in globalni ravni. Zato naj beseda velja, zato smo mi blizu ljudem. Nova Slovenija, mi smo krščanski demokrati, smo edini, torej original, vse drugo so zgolj kopije, sicer dobrodošle kopije v Sloveniji, ki zgolj kažejo, kako pomembni smo mi, krščanski demokrati, Nova Slovenija. Ker imamo odgovore za prihodnost, zato smo pomembni. Bog vas živi.